Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ne verjamem, da bi Bog hotel, da bi doživljali kakršenkoli strah. Verjamem, da nas On hoče drzne, pogumne, samozavestne in polne vire. Drzne, pogumne, samozavestne in polne vire. On hoče, da hodimo s povzdignjeno glavo in ne, da je naša glava povešena. Bog nam daje vero. V pismu Rimljanom 12.3 pravi: vsakemu človeku je dana vera po meri. Torej imate vero in vam ni treba, da bi molili za vero. Ni vam potrebno, da molite za vero, morate samo uporabljati vero, ki jo imate. Bolj ko uporabljate vero, ki jo imate, bolj bo ta močna. Vera lahko raste, vendar edini način, kako lahko raste, je, če uporabite. In vera je moč, je mogočna moč, ki prebiva v notranjosti našega duha, in ko jo osvobodimo, se lahko zgodijo čudovite stvari v našem življenju. Kakor na primer pravi Sveto pismo: ko pravičnik moli, se sprostijo ogromne sile. Tako je vera močna stvar. In mi imamo vero, vendar tudi verjamem, da je neke vrste zakon v vesolju, ki ga prikličem k sebi ali pa ga izgubim. Tako, na primer, če ne uporabljate mišic, bodo počasi odmrle in oslabele, ter jih ne boste mogli več uporabljati. Če imate mavec na roki ali nogi in če ga imate dolgo časa, preden ga odstranite, mišice oslabijo, tako da morate imeti terapijo, da jih ponovno ukrepite. Jaz verjamem, da je ista stvar z našo vero. Vsak človek ima vero po meri. Ne kakršnokoli, ampak vero po Božji meri. Morate imeti nekakšno vero, kajti drugače zjutraj sploh ne bi vstali. Ko zjutraj vstanete, postavite svoje noge vero in vero tla, ter ko se ti dve srečata, ste zravnani. Tako mi v bistvu delujemo ves čas v veri, v naravni veri. Morate imeti vero, da lahko vozite v gneči. Amen. Zagotovo morate imeti vero, da vzgajate otroke. Morate imeti veliko vere, da ste poročeni in da v tem vztrajate. Veliko vire potrebujete, vendar ko začenjamo to razumevati, je to Božja vera, ki jo imamo kot verniki v Kristusa. In ni samo človeška vera tista, ko zjutraj vstanemo in postavimo naša stopala na tla, ampak je posebne vrste Božja vera, ki jo imamo. In Pavel celo pravi, da je prišel do točke, ko iz te vere živi. Pravi: nisem več jaz, ki živim, ampak v meni živi Kristus. Živim po veri v Božjega Sina, ki je umrl in se za nas daroval. Tako vera ni nekaj, kar bi morali čutiti ali videti. Se ne vidi. Vera je odločitev, ki jo napravimo, ko v nekaj zaupamo. Tole hočem še enkrat ponoviti. Vera ni nek občutek, ki bi ga radi imeli. Nikar ne recite: jaz se počutim resnično veren. Veste kaj? Včasih se počutim zares posvečena in polna Svetega Duha, vendar ko se prikažem tule, tega sploh ne čutim včasih. Vendar sem ugotovila, da če stopimo sem kaj z vero, nas Bog vedno sreča. Ko napravimo ta korak, nam Bog pomaga, da pridemo tja, kamor bi morali priti. Vendar če čakamo tukaj, da bi nekaj čutili, potem lahko čakamo do neskončnosti. Kajti vera temelji na stvarih, ki jih ne vidimo, temelj stvari, ki jih ne čutimo. Pravzaprav je to dokaz, kakor pravi Sveto pismo. To je duhoven dokaz, da lahko zaupamo v Boga. In veste, tu so vsake vrste ljudje, ki vsako nedeljo pridejo k sveti maši in se nikoli ne naučijo, kako uporabiti ali osvoboditi svojo vero. Vera je moč, ki prebiva v naši notranjosti, in mnenja sem, da jo lahko odrešimo na 3 načine. Z molitvijo, z izrekanjem in ko nekaj storimo. Ko molimo v veri in izrečemo nekaj z vero, vedno znova govorim, da je potrebno na glas izreči Božjo besedo. Če se ne naučimo, kako izgovarjati to, kako se počutimo in kaj mislimo, ter ne začnemo izgovarjati, kar Bog pravi, bomo vedno v težavah.
Ne verjamem, da bi lahko upravljala kakršenkoli seminar in to kjerkoli, če ne bi med predavanjem in na različnih mestih govorila o pomembnosti soglasja z Bogom, v izgovorjenih besedah in na glas izgovarjati Božjo besedo. To vam lahko potrdim na mnogih mestih v Svetem pismu. Tako osvobodimo vero. Ko rečem, da verujem, da so mi naklonjeni kamorkoli grem, je to v Svetem pismu. In ko to izrečem, mi pomaga obnoviti moj da lahko zaupam v Boga. Vero lahko osvobodim, ko stopim iz hiše zaradi Boga, da bi mi podaril naklonjenost, kamorkoli stopim in stori, da se mi dogajajo posebne stvari v mojem življenju. Vendar zadnjič sem bila z nekom in niso dobili parkirnega prostora, ker so želeli in so rekli, tale številka, to je moja sreča. Mislim, da ste vi dovolj časa ob meni, da lahko spremenite to držo. Veste kaj? To je drža, ki jo ima svet in sem jo tudi sama gojila veliko let. Vendar mi lahko osvobodimo vero v Boga, da nam izkaže naklonjenost in stori za nas stvari, ko bomo ostali odprtih ust in se čudili. Pa naj so majhne stvari ali velike. Če sem odkrita z vami, včasih sem bolj navdušena nad majhnimi stvarmi, kakor nad velikimi. Koliko izmed vas rado pričakuje Boga, da je z vami v vsakodnevnem življenju in ste priča stvarem, ko Bog govori, Bog nam govori, tukaj sem. In če sem odkrita z vami, ko mislim na vsa ta leta in leta, ko sem hodila v cerkev in ljubila Boga. In zares sem slišala o zaupanju v Boga za odrešenje in verjamem v to, pa tudi sem verjela, da sem odrešena. Če bi umrla, bi odšla v nebesa, vendar nisem nič vedela o veri, o resnični veri. Mislim, vedela sem o veri v odrešenje, vendar nisem vedela o tem čudovitem daru vere, ki nam jo je Bog dal, da bi lahko prinašali ozdravljenje v svoje življenje in bi nam pomagala živeti svobodno od krivde in obsodbe, da bi bili sposobni za velike stvari, za katere niti ne vemo, kako jih opraviti. Zato vas spodbujam, da ne bi postali lenobni in bi pustili ta čudoviti dar vere, da leži in spi v vas. Medtem, ko vi postopate naokrog in čakate na občutek, ki vas bo spodbudil, da bi storili to, kar bi morali storiti iz vere. In če storimo iz vere, se spomnite, da to ponavadi pomeni, da storimo brez čutenja in dokaj pogosto, da niti ne vidimo izida v tistem trenutku. Sveto pismo pravi, ko molite v veri, verujte, da boste dobili in boste prejeli. Ne pravi, da že imate, ampak ko molite, verujte, da boste dobili in boste prejeli. Kaj se zgodi med molitvijo, ko osvobodite vašo vero in verujete, da lahko to sprejmete? Kaj se zgodi pred tem, ko prejmete? Veliko potrpežljivosti in veliko satanovih laži. Mi bomo govorili o vsem tem. Jaz se samo dotaknem stvari, o katerih bomo tukaj govorili v naslednjih predavanjih. Tako vam vera nič ne koristi, če je ne osvobodite. Osvobodite pa jo lahko z molitvijo in da jo izrečete. Vi lahko osvobodite vero ves dan, če se le naučite, kako izpovedati Božjo besedo na glas. Ko zjutraj vstanete, recite, Bog me ljubi. Jaz sem Božja pravičnost po Kristusu. Moji grehi so odpuščeni. Lep dan bo. Nekaj lepega se mi bo zgodilo danes. Nekaj dobrega se bo zgodilo po meni danes. No, to je nekoliko drugačen način molitve. Spominjam se, ko mi je mož David nekoč rekel, in veste, da Bog deluje z različnimi ljudmi na različne načine, vendar se spomnim, ko mi je rekel, vera je molitev. In vem, kaj je s tem mislil. To je tako enostavno, kot rečete, zaupam ti, Bog. To je molitev. Vendar vse prepogosto napravimo takšno galamo z molitvijo, kompliciramo in jo poskušamo uzakoniti tako, da opravljamo iz dolžnosti, vendar pa v resnici v njej ne uživamo. Molitev je nekaj mogočnega. Spreminja stvari, vendar moramo moliti v veri. Verjamem, da verjetno mi vsi imamo preveč strahu
majhnih strahov. Veliko majhnih in mogoče tudi nekaj velikih. Ponavadi se velikih strahov vsaj zavedate, da so tam. Vendar pa mislim, da mi vsi imamo veliko majhnih strahov, ki smo se jih navadili, ker smo z njimi računali in se sedaj sploh ne zavedamo, da jih imamo. Kaj mislite o tem? Mislite, da je to možno? Koliko izmed vas misli, da je to mogoče? Sprašujem se, kolikokrat razmišljamo. Mislim, da bom to storil. In potem pride neka strašna misel in rečemo, o ne, tega ne bom storil. In se niti ne poskušamo vprašati, Bog, ali je to nekaj, kar ti hočeš, da storim? Kajti, ko Svetopismo pravi, ne bojte se, to ne pomeni, da ne čutite strahu. To pomeni, da ko vas je strah, ne odnehajte zaradi tega. Pogum ne pomeni, da ne občutite strahu, ampak da vkljub temu vztrajate, kljub strahu. Tako se moramo naučiti, kako ravnati, ko pridejo strašne misli. Moramo premišljevati o tem, kar mislim in uresničiti, da me hudič verjetno samo poskuša obdržati stran od nečesa, kar Bog hoče, da storim. Jaz lahko pravite, da to poimenujem in rečem, ne bom živel v strahu. Ne bom živel v strahu. To pomeni, da na glas izpoveste, ne bom živel v strahu, ker je Bog z menoj. In greste tako naprej. Vztrajete v tem. Veste, kaj vam povem? Jezna sem na hudiča, kajti on krade ljudem usodo strahom. In jaz nočem, da vam hudič ukrade vašo usodo. Ampak hočem, da posedujete obljubljeno deželo. In ne samo, da greste v cerkev in slišite in govorite o njej vse svoje življenje, pa vendar nikoli ne zaživite božjih obljub. Hočem, da bi se veselili Boga in se veselili samega sebe ter ljudi okrog sebe, kajti to ima mogoče kaj praviti slavo Boga. Vendar strah bo uničil vsak posamezen delček. Bilo bi tako žalostno, če bi vedeli, kako nakopičiti na kup vse, kar jih hudič ukrade od vsakega posameznika v tej dvorani skupaj preko strahu. Mi bi bili popolnoma razdraženi nad seboj, da smo sovražniku to dopustili. Da, pravim, da smo sovražniku to dopustili. Samo eno držo ima lahko kristjan do strahu, ki je tudi pri Bogu sprejemljiva in je enostavno tole. Ne bom se ustrašil. Ne bo me strah. Še enkrat vam povem, da to ne pomeni, da ne občutite strahu. Če sedaj ne razumete razlike, o kateri govorim, boste naslednjič, ko boste občutili strah, mislili, no, to zame ne deluje. Pravzaprav bom prav tu napravila korak viri in rekla nekaj, kar nisem popolnoma prepričana, da lahko z molitvijo odpravite boječnost. Veste, kaj se mi zdi, da se zgodi med vašo molitvijo? Mislim, da bi morali prositi, da vam Božja volja da pogum, soočiti se s strahom, takrat, ko pride na vašo pot. Veste zakaj? Zato, ker Satan nas bo vedno poskušal ustaviti, da bi napredovali. Vedno. In kaj pravi apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom 16:9? Odprla so se mi namreč velika in pomembna vrata in veliko je nasprotnikov. Nova stopnja, nov hudič. Tako to deluje. Mi molimo za napredovanje, vendar pa pozabljamo, da bomo poleg napredovanja še nekaj dobili. Široka vrata možnosti se odpro, vendar pa tudi mnogo nasprotnikov. Ne prosite Boga za nekaj, če niste pripravljeni za to tudi plačati cene. Včasih Boga prosimo za nekaj in ko nam je pripravljen s tem postreči, smo kakor, no, ne razumem, kaj se tukaj dogaja. Veste, to je samo hudič, ki vas hoče prestrašiti. Tako morate reči, ne bo me strah. Tako dolgo, dokler veste v svojem srcu, da to, kar delate, je to, v kar verjamete, da vas Bog vodi narediti, ali vas je strah vprašati, storiti, ali pa je nekaj v Božji besedi, ki vas vodi naprej. Strah pomeni, da od tega bežite. In obstaja toliko različnih strahov. Nekega dne sem jih pregledovala v slovarju in sem jih potem poiskala v enciklopediji. Obstaja strah od tega in onega, vse vrste različnih fobij.
In veste, jaz si bom ta teden sama sebi pridigala. Kakor si boste tudi vi sami, pa vendar ne mislim, da sem bojazljiva oseba, ampak obstajajo majhni strahovi, s katerimi živim, vendar tega nočem, se tudi Bog noče, da bi imeli najmanjše strahove. Verjamem, da On hoče, da smo drzni, pogumni, zaupljivi in polni vire. Drzni, pogumni, samozavestni in polni vire. On hoče, da hodimo vzdignjeno glavo in ne, da smo sključeni. Bog hoče, da hodimo z nekim namenom in ne, da vlečemo noge za seboj. On hoče, da naše roke visijo navzdol. On hoče, da so vzdignjene. On hoče, da smo nedejavni in polni strahu. Hoče nas aktivne in da hudiče vsak dan priredimo glavobol. Ne bom se ustrašil. Ne bo me strah. Kaj mi more storiti človek? Če je Bog ob meni, kdo more biti proti meni? Če je On na moji strani, koga bi se bal? Aleluja. Vendar, Joyce, jaz ne vem, kaj se bo zgodilo. No, kdo pa ve? Tudi sama ne vem. In veste kaj? Tudi če mislite, da veste, po vsej verjetnosti ne veste. Dobro, Bog mi je povedal. Da, On vam je mogoče povedal, kaj se bo zgodilo, vendar vam ni povedal, kdaj. Tako boste preizkušani, kakor vsakdo drug. To ste si izmislili, Bog vam ni naročil tega, nikoli se ne bo zgodilo, na to lahko pozabiš. Koliko strahu v resnici dovolite v svojem življenju? Oče, prav sedaj molim v Jezusovem imenu, da bi vsako obliko strahu, ki jo dovolimo v svojem življenju, polenobi ali ker smo se ga tako navadili, da niti ne spoznamo, kaj sploh je, molim, da bi nam to razodel in da bi eden za drugim uprli in se zoprstavili strahu, dokler ne bomo popolnoma osvobojeni njegove nadloge. V Jezusovem imenu. Amen. V Markovem evangeliju 11. poglavje bomo našli bistveno besedilo za naslednja predavanja. Povedala vam ga bom dovoljkrat, tako da vam bo zvenelo v ušesih in v srcu. Marko 11:22. A ni zabavno na današnjem predavanju? Jezus jim je odgovoril in rekel: Imejte vero v Boga neprestano. Rada imam to. Sedaj lahko gremo in beremo. Resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzni v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, o tem bomo govorili naslednjič, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zaradi tega vam povem, da karkoli prosite v molitvi, verujte, zaupajte in bodite samozavestni, da ste že prejeli. Sama lahko dodam tole z dobro miro. In dobro, samo končaj tukaj, Joyce. Kadarkoli boste molili in če imate karkoli proti komurkoli, karkoli proti komerkoli, mu odpustite, pustite, da odpade, pustite, da premine. Tako vam bo vaš nebeški Oče lahko odpustil vaše grehe in prestopke, tako da jih bo pustil in odpustil, da minejo. Lahko preberem tudi 26. vrstico, ampak povem vam, da prav vezaj, čaj in ampak napravijo v Svetem pismu vse razlike na svetu. Vendar, če ne odpustite, vam niti vaš nebeški Oče ne bo odpustil vaših napak in nedopustnosti. Sedaj veste, da tukaj ni nobene skrivnosti. To ne potrebuje nobene posebne razlage, niti ni potrebnega razsvetljenja. Če ste jezni na karkoli ali kogarkoli, če ste užaljeni, zagrenjeni, maščevalni, ne glede česa, rekli boste, dobro, Joyce, vendar to ne more biti vključeno, to, kar se je meni zgodilo. Veste kaj?
Vi ne želite, da vaša vera ne bi delovala, zato kar nehajte viseti na tem čustvu jeze. Jezni ste morda na nekoga, ki se verjetno zelo zabava in ga vi sploh ne zanimate. Amen. Nekateri izmed vas ste jezni celo na ljudi, ki so že umrli. Ali ni to smešno? Gotovo vam tole ne bo pomagalo. Neprestano imejte vero v Boga. Rada imam to. Ne pravi, imejte vero, dokler se ne zgodi kaj nepredvidljivega, dokler se ne zgodi kak velik problem. Imejte vero pa, če tudi boste dolgo čakali na to, kar potrebujete, da Bog stori. Imejte vero, dokler se ne izkaže življenje pošteno. Imejte vero vse dotlej, dokler z vami nekdo ne ravna napačno. Imejte vero, dokler vaši sovražniki ne postanejo bolj maziljeni od vas. Ne, tam ni dobenega dokler. Všeč mi je, kar je David rekel o veri. Rekel je, samo konec. Samo konec z Bogom bi za vero moral biti dokaz o tem, v kaj verujete. Amen. Z drugimi besedami, če verujem Bogu za avto, ki ga potrebujem in ga končno dobim, potem za to stvar nimam več vere. Sedaj seveda lahko uporabim svojo vero za nekaj druga, vendar dokler nimam dokaza, je edina stvar, ki me odvrača od verovanja, ni dolžina čakanja, niti težavnostna stopnja, niti satanove laži. Edina stvar, ki me ustavi, je prav dokaz. In če tudi umremo, ko verujemo Bogu za nekaj, kar nismo v realnosti nikoli izkusili, bo Bog tega vesel. No, vidim, da niste preveč navdušeni nad tem. Vidite, ko sem to izrekla, ste se prestrašili. Mislili ste si, kaj tega ne bom dobil? Vidite, tukaj je bistvo. Poglejte me, naj vam nekaj povem. Pravzaprav ni bistvo, da dobimo, kar želimo, da nas osreči. Drža vire je, da mi živimo in zaupamo Bogu, da najdemo mir in veselje. Rimljanom 15:13. Mir in veselje najdemo v veri. Ne pravi, veselje in mir sta v tem, da dobite vse, kar si želite. Torej ste lahko srečni, če je vaše srce polno vire, kakor bi bili, če bi imeli vse stvari. Jaz sicer vem, da verjetno ne verjamete temu, vendar je res. Mi se napravimo nesrečne med tem, ko čakamo. Vi lahko čakate z dvomom in nevero, ali pa lahko čakate s srcem vire in rečete, verujem Bog, da prav zdaj deluješ in verujem, da nisi kakor človek laži, ali da bi ti kadarkoli zamudil. In verujem, če je tole tisto, kar naj bi prejel, potem bom to prejel in nihče te ne bo ustavil. Tu in tam lahko dodate tole. Bog, če ti nočeš, da bi to imel, potem tudi jaz nočem. Poslušajte sedaj, kajti resnica je, da če ste molili v veri in ste pripravljeni čakati na to, in kar ste prosili je nekaj, kar tudi Bog hoče, da imate, česa se potem sploh bojite? Nihče ga ne more ustaviti. Prav nihče. Niti hudič. Nihče. Nihče. Vojne razmere so prisilile kristjane, da pobegnejo iz Iraka, da zapustijo svoja mesta in vasi, svoje domove. Mnogim izmed njih so pred očmi posiljevali otroke, ženam so pobijali može.
Kristjani v Iraku so zaničevani in izolirani, zato morajo zapustiti državo. Večina družin pobegne v Libanon, kjer se počutijo varne, saj je tukaj velika krščanska skupnost. Ko smo pogledali naokrog, smo videli, v kakšnih razmerah živijo tukaj Iračani in kakšne so njihove potrebe. Spoznali smo, da nas Bog vodi, naj bomo ljubeči in sočutni z njimi. Hand of Hope je bila prva misijonska skupnost, ki je navezala stik z nami in nam ponudila pomoč. Rekli so, da želijo biti Jesusova podaljšana roka za stisko v Libanonu. Joyce Meyer nam to omogoča. Joyce Meyer podpira akcijo pomoči za Libanon, torej nudijo nam vso hrano, zdravila, kosila za otroke, kampe in vso podporo. Sami tega ne bi zmogli, saj je breme pretežko in stroški so visoki. Za nas je velik blagoslov, da pomagajo skrbeti za begunce iz Iraka. Počutimo se zelo veseli in ljubljeni zaradi tega. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.